Na cestah celjske regije letos 21, lani 9 smrtnih žrtev. Na ekoloških otokih v Celju odslej en zabojnik manj. Celjski mladi forum socialnih demokratov do izgradnje celjske viseče brvi zaenkrat neopredeljen. Šentjur po drugi zmagi proti Slovanu v četrtfinalu pokala Špar. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Na cestah celjske regije je v letošnjem letu umrlo že 21 ljudi, kar je dvakrat več kot v enakem obdobju lanskega leta, ko je umrlo 9 ljudi. Glede na to, da so pred nami praznični dnevi, ki s seboj prinašajo več druženj in praznovanj kot običajno, celjski policisti vse udeležence v prometu pozivajo k previdnosti in strpnosti. Letošnje leto se bliža k koncu. Pred nami je veseli december, a na policijski upravi Celje s področjem varnosti cestnega prometa niso in ne smejo biti zadovoljni. V letošnjem letu je v prometnih nesrečah umrlo že 21 ljudi, kar je več kot dvakrat toliko kot lansko leto, ko jih je umrlo 9 v prometnih nesrečah, tako da stanje je zaskrbljujoče. Res pa je, kot so imeli december, veseli december je tu, nekoliko bolj smo sproščeni. Policisti se zavedajo, da bo v decembru več druženj in da bo prisoten tudi alkohol in droge. Stvari, ki absolutno ne sodijo v promet. Prosimo vse voznike oziroma vse aktivne udeležence v cestnem prometu, tudi kolesarje, morebitne, tudi pešce, če so pod vplivom alkohola, naj ravnajo skrajno odgovorno in kot vozniki ne sodelujejo v cestnem prometu, kot vozniki, kot pešci pa da tudi poskrbijo nekako, da varno so udeleženi v cestnem prometu. Namreč december, vidimo, danes je sicer trenutno je sončno, napovedane so kar obilne snežne padavine. Zavedati se moramo, da so vozne razmere bistveno drugačne kot poleti. Tudi v tem trenutku, ko je sonce, vozišče je hladno, asfalt je mrzel, pneumatike so trde, čeprav imamo zimske pneumatike in je že to dosti velik razlog, da vozimo odgovorneje, predvsem počasneje, držimo daljšo varnostno razdaljo. Tudi pešci so po Herbajevih besedah običajno preveč brezskrbni z miselnostjo absolutne prednosti na prehodih za pešce. Treba se zavedati, da pešec, ki hodi s hitrostjo 2 do 3 km/h, se lahko ustavi, vozilo, ki se pelje 30 km/h, se ne more v trenutku ustaviti. In če jaz kot pešec stopim na prehod za pešce tik pred vozilo, se vozilo ne bo ustavilo. Veliko lahko za svojo varnost pešci storijo tudi sami, z nošnjo svetlejših oblačil ter odsevnikov. Nasvet velja tudi vsem voznikom. Tisti, ki imajo zimske pneumatike, še ne pomeni, da so izločeni iz nevarnosti. Tudi zimske pneumatike niso vse mogočne, predvsem v visokem snegu, v ledu, v plundri, se pravi, so boljše, zagotovo kot letne pneumatike, vendar niso vse mogočne. Morda nasvet o tem, da imamo v vozilu vedno dovolj goriva, če slučajno kje ostanemo v kakšnem zastoju, v kakšnem zametu. V tem letnem času velja posebna previdnost tudi glede stanja cest. Vozne razmere so bistveno slabše, kot so bile. Dnevi so kratki, se pravi, temni del dneva je zelo dolg že, se pravi, hitro prihajamo iz svetlega dela v temni del in so te spremembe lahko zelo obremenjujoče za voznika. Nikoli ne vemo, kdaj nas bo presenetila megla, nikoli ne vemo, kje bo vozišče poledenelo. Zato v prometu štejeta previdnost in strpnost, morda tudi bolj dosledno upoštevanje vozniškega bontona vseh udeležencev v prometu. Elvis Herbaj pa ob tem še dodaja. Sem gledalcem vaše televizije, pač želim, da spoštujejo prometna pravila. Ne nazadnje, da spoštujejo tudi ostala pravila, ki jih zdaj nekako z odloki država predpisuje, predvsem držanje te razdalje, čim manj druženj, vendarle moramo skrbeti za svoje zdravje in če sami ne bomo skrbeli, nihče ne bo. Zato morda kot ena čestitka ob zaključku tega leta želim vsem veliko zdravja, dobrih medsebojnih odnosov in pa varne udeležbe v cestnem prometu. Na ekoloških otokih za ločeno zbiranje odpadkov bo od zdaj en zabojnik manj. V javnem podjetju Simbio so se namreč odločili, da bodo iz ekoloških otokov umaknili zabojnike za embalažo. Embalaža se namreč vrsto let zbira tudi na skupnih in individualnih odjemnih mestih ob vsakem objektu.
Ko so v Simbiju postavili prve ekološke otoke, so bili ob objektih le zabojniki za zbiranje mešanih odpadkov, na ekoloških otokih pa smo najprej lahko odložili papir, kasneje tudi steklo ter kovinsko in plastično embalažo. Ker imamo za slednjo zdaj že več kot desetletje ločene zabojnike ob vsakem objektu, so se v Simbiju odločili, da na ekoloških otokih ti zabojniki niso več potrebni. Razlog je pa predvsem zaradi podvajanja zbiranja iste frakcije. Namreč že leta 2009 smo začeli s pilotnim projektom zbiranja odpadne embalaže po sistemu od vrat do vrat. Se pravi, da že imajo občani več kot 10 let možnost, da zbirajo odpadno plastično in kovinsko embalažo v zabojnikih pred svojo hišo oziroma pred svojim blokom. Plastično in kovinsko embalažo tako lahko Simbijevi uporabniki še vedno odlagajo v svoje zabojnike z rumenim pokrovom, ki so na voljo v okviru rednega odvoza odpadkov na skupnih in individualnih odjemnih mestih. Pričemer pa v Simbiju znova opozarjajo, da vanje sodi samo kovinska in plastična embalaža, ne pa tudi drugi odpadki. V zabojnike za embalažo naj povem, da sodi vsa plastična in kovinska embalaža. To so tetrapaki, to so pločevinke, plastenke, potem posodice plastične od sadja in zelenjave, razni ovitki od bombonov, čokolade, alufolija, potem tudi embalažni stiropor, tudi veliko hrane je pakirano v plastično embalažo. Tako da vse to sodi v ta rumen zabojnik. Ne sodijo pa vsi plastični izdelki, se pravi plastični stoli in podobno. Po občinah, v katerih Simbijo skrbi za odvoz odpadkov, je postavljenih okoli 650 ekoloških otokov. Z odstranjevanjem zabojnikov za embalažo so tako začeli v teh dneh, končali pa bodo do konca meseca. Smo v vseh teh letih tudi opazili, da na tistih ekoloških otokih, ki jih je nekako polovica, kjer sta samo zabojnik za steklo in za papir, je manj odlaganja drugih odpadkov ob zabojnike. Tako da očitno takrat, ko prinesejo odpadno embalažo, še prinesejo tudi mešane komunalne, kosovne in gradbene odpadke. Sicer pa se na ekoloških otokih, kjer pa so še zabojniki za embalažo, dejansko zbere zelo malo prav odpadne embalaže, le nekje 3-4 par odstotkov, skratka. Če se vam doma občasno nabere več odpadne embalaže, lahko izkoristite eno od dveh dodatnih možnosti. Za morebitne viške seveda lahko občani tudi kupijo tipske vrečke in jih priložijo k svojim obstoječim zabojnikom rumenim na dan odvoza odpadne embalaže, lahko pa morebitne viške tudi pripeljejo v zbirni center in jih tam brezplačno predajo. Naj jih ne odlagajo izven zabojnikov, ne izven zabojnikov na njihovem odjemnem mestu in tudi ne izven zabojnikov na ekoloških otokih. Tistim pa, ki imajo konstantno več embalaže, kot jo lahko odložijo v svoj zabojnik, predlagajo, da naročijo zabojnik z večjo prostornino. V Mladem forumu socialnih demokratov Celje so se odzvali na naše poročanje o novinarski konferenci, na kateri so predstavniki nekaterih civilnih iniciativ in strank predstavili razloge, zaradi katerih nasprotujejo izgradnji viseče brvi med Starim gradom in Miklavškim hribom. Sklicatelji novinarske konference so med sodelujoče stranke, ki naj bi na novinarski konferenci predstavili svoja stališča proti izgradnji brvi, navedli tudi Mladi forum socialnih demokratov Celje. V slednjem pravijo, da so sklicatelja novinarske konference Sandija Sendelbacha obvestili, da se dogodka ne morejo udeležiti. Prav tako so zavrnili njegovo ponudbo, da medijem posredujejo njihovo pisno izjavo oziroma opredelitev do projekta. Glede same izgradnje viseče brvi se v tem trenutku ne morejo opredeliti izključno za ali proti. Ocenjujejo, da v trenutni fazi, ko projekt še ni celovito predstavljen, njihovo opredeljevanje ni smiselno niti korektno. Do projekta se bodo jasno opredelili, ko jim bo ta celovito predstavljen. Košarkarji Šentjurja so v 5. krogu pokalnega tekmovanja še drugič premagali moštvo Slovana in se uvrstili v četrtfinale. Šentjurčani so v Hruševcu slavili z 90-77, med 8 najboljšimi moštvi pokalnega tekmovanja pa so se pridružili Cedeviti Olimpiji, Krki, Heliosu in Rogaški.
Preostali trije četrtfinalisti bodo znani prihodnji teden, ko bodo odigrane povratne tekme 5. kroga med Hopsi in Zlatorogom, Ilirijo in Triglavom ter Ježico in Škofjo Loko. Šentjurčani so imeli pred povratno tekmo v Hruševcu 7 točk prednosti iz prve tekme v Ljubljani. Vodilno moštvo druge slovenske lige pa je v Šentjur pripotovalo brez svojega prvega strelca Igorja Tratnika. Slovanovci so v tretji četrtini po drugi tehnični napaki ostali še brez izključenega trenerja Anžeta Trafele, a so se kljub temu v zadnjem kvartalu Šentjurju uspeli približati na 4 točke zaostanka. Kljub vsemu zmaga in napredovanje Šentjurja, ki je večji del tekme odigral brez poškodovanih Džape in Rikala, nista bila nikoli ogrožena. Glede na to, da nam je Slovan delal probleme že v Ljubljani, smo se na začetku dogovorili, da gremo odločno, agresivno. Tako smo tudi prvi polčas odigrali. Zaradi poškodb, ki smo jih doživeli naši igralci proti Slovanu, sem drugi polčas začel menjavati. Zopet poškodba Rikala. Džapa še vedno ni v redu, v soboto pa za nas pomembna prvenstvena tekma, zato sem menjaval, dal priložnost tudi ostalim. Dobili so priložnost, kateri so izkoristili boljše, nekateri slabše, ampak za mene to ni upravičilo, če se nekaj dogovorimo, neka agresivnost bi morala ostati. Tudi konec koncev to so igralci v prvoligaški druščini, ki morajo igrati agresivno, ki morajo biti močnejši, hitrejši od igralcev v drugi ligi. Seveda jih ne podcenjujem, ampak odnos so nekateri pokazali dober, nekateri pa ne na ravni za prvo ligo in o tem bo treba tudi se malo pogovoriti. Slovan je v pokalnem tekmovanju svoj edini finale igral leta 2003 in izgubil proti ljubljanski Olimpiji. Šentjurčani so zgodovinski uspeh v pokalu dosegli v lanski sezoni, ko so v finalu klonili proti novomeški Krki. Pokalno tekmovanje je tudi nekaj sreče na žrebu. Do sedaj v bistvu smo imeli dobro izbiro nasprotnikov. Upam, da bo tudi v četrtfinalu prišli do pika ene lepe ekipe, mislim ekipe, ki ni glih Olimpija ali Krka. S tem bi se mogoče lahko uvrstili v polfinale, kjer pa vse mogoče, tam je ena tekma in mogoče se zadeva tudi malo drugačna. Tako je tudi lani Šentjur prišel skozi in jaz mislim, da če bo sreča, lahko upamo tudi na kako višjo uvrstitev. V dresu Šentjurja so drugič zaigrali novinci Ridu, Grdadolnik in Holmes. Daleč največ med njimi je zaenkrat pokazal krilni center Holmes, ki je v soboto proti Rogaški dosegel 19, v torek proti Slovanu pa v približno 15 minutah prav toliko točk. Yeah, I mean, this is my first time in Slovenia. I heard a lot of good things about it before I got here, and since I've been here, it's been really cool. Prvič sem v Sloveniji. Slišal sem veliko dobrih stvari pred prihodom v Šentjur. Zaenkrat je vse v najlepšem redu. Vsi so me zelo lepo sprejeli. Zdaj se navajamo eden na drugega in pripravljamo na vsako tekmo posebej. We're learning each other still, but we're coming out with wins right now, so we have a big game on Saturday we're getting ready for and just taking it day by day. 29-letni Holmes pred prihodom v Šentjur o Sloveniji ni vedel veliko. Iskreno nisem vedel veliko o Sloveniji. Vedel sem, da je Šentjur pred leti osvojil naslov prvaka ter da ima Slovenija nekaj igralcev v NBA ligi. Zaenkrat mi je Slovenija všeč. Vsak dan želim biti igralsko boljši. Holmes ima v svojem zanimivem CV-ju med drugim zapisano tudi igranje za špansko Barcelono, na kratko je občutil tudi draž NBA lige. Res je, igral sem v dobrih klubih. Upam, da se bom že po tej sezoni vrnil na to raven. Letošnjo sezono je Holmes začel v Severni Makedoniji pri Kumanovu. Odločil sem se za spremembo okolja in kluba in zaenkrat sem z novo sredino zelo zadovoljen. To je bila dobra odločitev, saj želim stopnjevati svoj nivo igre in pripravljenosti. Šentjurčane že v soboto čaka pomemben obračun v domačem prvenstvu.
Njihov tekmec v domačem Hruševcu bodo Terme Olimia iz Podčetrtka. Mislim, da sem že po Rogaški povedal, da za nas je vsaka tekma na nož, vsaka tekma nam je odločilna, zato tudi mogoče neki pritiska, ki si ga sami ustvarjamo. Definitivno želja igralcev in ekipe je, da se uvrstimo med prvih 5 oziroma 6 ekip v državnem prvenstvu. Ta pritisk smo zadnjič rešili z borbenostjo. Džapa še vedno ni pravi, je še vedno poškodovan. Danes poškodba Rikala, ki se bo pokazalo v 2 dneh, kakšna je. Tako da upam na najbolje. Eden od naših Američanov, mislim, da se je že lepo prilagodil naši igri, kaže, da je prava ukrepitev. Drugi pa definitivno rabi trening, definitivno rabi uigranost, saj je to playmaker, ki mogoče rabi malo več časa. Je pa danes pokazal že neke segmente, ki lahko pomagajo tudi ekipi v boju za zmago na tej tekmi. Zaenkrat se skušamo čim bolje spoznati, saj imamo novega trenerja in nove igralce. Če bomo delali trdo, lahko premagamo vsako moštvo v ligi. Prejšnji teden smo poročali o smrti celjskega olimpijca Jožeta Urankerja. Le nekaj dni za njim pa je po kratki a hudi bolezni umrl njegov sin Marko Uranker. Tako kot oče Jože je bil tudi Marko uspešen dvigovalec uteži. Na mladinskem svetovnem prvenstvu v Avstraliji leta 1987 osvojil 7. mesto. Na članskem evropskem prvenstvu v Beogradu je bil 8. V Jugoslaviji je osvojil po 5 članskih in mladinskih naslovov državnega prvaka, 7-krat je popravljal članske državne rekorde v različnih kategorijah. Pred olimpijskimi igrami v Seulu leta 1988 je 2-krat izpolnil olimpijsko normo, ki je znašala 345 kg, a so jo kasneje jugoslovanski strokovnjaki dvignili na 362 kg, čeprav je bila mednarodna norma drugod po svetu le 320 kg. Z doseženim rezultatom pred olimpijado bi bil na olimpijskih igrah v Seulu 5. Markov absolutni državni rekord znaša 357 kg in pol, dosegel pa ga je s seštevkom potega in sunka. Zadnje slovo od Marka Urankerja bo v četrtek 9. decembra ob 14. uri na celjskem mestnem pokopališču. Jutri bo večinoma oblačno, občasno bodo še krajevne padavine. Na Primorskem bo deževalo, pihala bo šibka burja. Drugod bo snežilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 1, na Primorskem do 7, najvišje dnevne od -1 do 3, na Primorskem do 9 stopinj Celzija. V petek in soboto bo pretežno oblačno in večinoma suho. V soboto bo ponekod pihal severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. To so bili dogodki dneva na televiziji Celje. Hvala za pozornost, lep in prijeten večer vam želimo. Nasvidenje.